Lepo pozdravljeni na naši okvirni predstavitvi bančnega integralnega podatkovnega skladišča BIPSPIC. V tej predstavitvi bi vas radi prepričali oziroma vas seznanili vsaj v okvirno, kaj je tale shemica tukaj na sredini, kaj ta simbol pomeni in zakaj se nam zdi tako pomembno, da smo ga dali celo na našo naslovnico. Na koncu predstavitve vas bomo povabili k ogledu ostalih video predstavitev, ki bolj poglobljeno predstavljajo našo dejavnost. Preden skočimo noter, naše podjetje se imenuje Poslovno IT svetovanje, PIC Poslovno IT svetovanje. Naša internetna stran je www.pic.si. Naslovi, ki jih boste videli na koncu za nadaljne videoposnetke, so vsi iz te strani. Moje ime je Igor Terzič in tu so moji podatki. Pa skočimo v predstavitev. Če se za začetek dotaknem našega naslova, potem bi tukaj izpostavil predvsem dva pojma. Eno je bančno, drugo pa je integralno. Namreč, ko bomo videli iz te predstavitve, podatkovno skladišče lahko marsikaj. Naše pa poskušamo diferencirati od vseh ostalih ravno za tema dvema pojmoma. Bančno pomeni jasno, da je specializirano za poslovanje bank. Integralno pa pomeni, da je v tem podatkovnem skladišču, da so tukaj združeni tisti podatki, ki so integralnega značaja in ki morajo biti praktično pripeljani v podatkovno skladišče čez celo bilanco, da imajo nek smisel. Če na kratko navedem nek primer, recimo bilanca stanja ali pa napovedovanje likvidnosti ima prav nobenega pomena, vkolikor niso v to napoved vključeni vsi denarni tokovi, ki jih neka banka producira. Če imamo pripeljanih samo 3/4 denarnih tokov, si z tem ne moremo prav nič pomagati. Zato beseda integralno. Namreč v teoriji o podatkovnem skladiščenju marsikaj pišejo in podatkovno skladišče je lahko marsikaj. Lahko je tudi recimo obravnava posamezne segmente banke. In naše podatkovno skladišče je tisto, ki se ukvarja z integralno sliko. Kot rečeno, ko govorimo o podatkovnem skladiščenju, si marsikdo predstavlja marsikaj. Predvsem bi lahko rekli čisto enostavno zadevo, ko imamo podatke na eni strani, pa bi te podatke radi prenesli na drugo stran, bi tej drugi strani lahko rekli podatkovno skladišče. In dostikrat se temu tudi tako godi, da se katerikoli kopiji podatkov, ki jo potem nekdo uporablja, ker me pač bolj priročno za uporabljati, kar reče podatkovno skladišče. V principu v neki shemi podatkovnega skladišča ali pa celotno shemo IT sistema lahko vedno razdelimo na dva dela. Na eni strani je tako imenovan aplikacijski svet, aplikacije. Na drugi strani pa je analitični svet, analitika. Temu svetu se tudi v žargonu reče OLTP svet, kar je kratica za Online Transactional Processing, to je pa OLAP svet, kar bi naj pomenilo Online Analytical Processing. Gre zgolj za dve kratici, ki se mnogokrat vržejo na mizo in zgolj razmejuje ta dva dela sveta v IT-ju. Analitični svet oziroma aplikacijski svet ima to značilnost, da je njegov podatkovni model praviloma kompliciran in izredno velik. Kompliciran je zato, ker je oblikovan na ta način, da je vnos podatkov minimaliziran. In ker je na ta način oblikovan, je tudi potem relativno kompliciran za uporabo. Zdaj, ko rečem komplicirano je relativno za IT-ovca, sploh tiste, ki so vajeni kakšnih starejših sistemov, Kobolov in podobno, je relacijski svet, temu mimogrede se reče relacijski svet, ali pa običajna oblika tega sveta danes je relacijska. Ta svet je za IT-ovca lahko relativno enostaven, ampak za povprečnega uporabnika pa je to zmeda velikih nekih povezav in atributov, ki so med seboj tako ali drugače povezane in modelirajo pač poslovni svet po principih, ki veljajo v tem svetu.
Tipično recimo, če želim vnesti nek podatek o nekem komitentu, ga želim vnesti v eno tabelo in ta podatek je potem samo vnešen v tej tabeli in se distribuira oziroma povezuje z podatki v drugih tabelah na način, kot je potrebno, ampak se ne duplicira več. No, na drugi strani imamo analitični svet, katerega simbolno je prikazuje tale struktura, ki jo imenujemo zvezda. In to je tisto, kar sem pokazal na prvem delu, tistemu simbolu rečemo zvezda. Na tej sliki ali pa na tem diagramu je pomembno, da je ta zvezda mnogo lepša od te slike. In to je tudi namen analitičnega sveta, da organizira podatke na način, ki so bližje uporabniku, bližje analitiku, ne tistemu, ki vnaša podatke. Analitik tipično ne sprašuje po podatkih na enak način kot vnašalec. Recimo vnašalec vnese transakcijo in mora najti, recimo, če govorimo o šalterju na banki, stranka pride in naredi nakazilo, tale operater mora najti transakcijski račun te stranke in vnesti v principu v tabelo dva zapisa. En zapis pravi zmanjšaj stanje te stranke, drugi zapis pravi povečaj stanje druge stranke. No, tipično analitik poprašuje čisto drugače v bazo podatkov, recimo analitika v banki bi zanimala poprečna obrestna mera in če hoče to zvedeti, recimo poprečna obrestna mera pasive in če hoče to zvedeti, mora vprašati vsa stanja na banki, ki jih lahko tudi do nekaj milijonov. In to naenkrat. No, in če želimo doseči, da je odgovor na takšno vprašanje možen, potem moramo podatke iz analitičnega sveta prekopirati iz aplikacijskega sveta prekopirati v analitični svet in to naredimo z postopkom, ki mu rečemo ETL, ki pomeni Extraction Transformation Load. O ETL-u imam posebej video posnet in priporočam ogled, kolikor bi to koga zanimalo. V principu gre pa za to, da se podatki prenesejo od tukaj, se s temi podatki nekaj zgodi in se prestavijo sem. No? In tej strukturi običajno pravimo podatkovno skladišče, jasno, ni pa vsako podatkovno skladišče enako. Tale shema nam prikazuje najobičajnejši primer informacijske arhitekture v inštitucijah, bančnih inštitucijah, pa možno, da tudi kakšnih drugačnih, ki še niso šle skozi transformacijo popolne integracije podatkov. Se pravi, na eni strani imamo, vidite, tukaj tale transakcijski ali aplikacijski svet, tukaj vlada džungla, to je svet džungle, tu je vsaka aplikacija drugačna, ne? Recimo nek splošni register, pa aplikacija kreditov gospodarstva, pa deviznega poslovanja, to so trije svetovi, ki so med seboj popolnoma različni. Različni so tako po vsebinah, ki jih obravnavajo, kot tudi tehnološko lahko na kakšnih inštitucijah. Glavna banka, ki načeloma te podatke integrira, ampak samo v tistem omejenem sistemu, kot je predpisan. Skratka, značilnost teh sistemov je, da so tehnološko in vsebinsko raznoliki, kar v tej shemi prikazujejo različni liki. No, na drugi strani, v nekem analitičnem svetu pa imamo tako imenovane data marte, se pravi neke zbirke podatkov, ki so tako ali drugače modelirane. Ne? Tukaj ni nujno, da je model lep, ideja je, da se zadovolji nek običajno poročevalski namen. Recimo tipični poročevalski nameni, ki trenutno veljajo v bančništvu, so recimo matrično poročanje, pa RAS, pa recimo neki B2 svet. Skratka, imamo neke zbirke podatkov, ki imajo določene namene. Značilnost teh zbirk podatkov je, da jih polnijo vmesniki iz teh osnovnih aplikacij. Tile vmesniki so tukaj prikazani za vsako analitično strukturo v različni barvi. Ne? Recimo če bi recimo to bilo matrično poročanje, imamo tukaj črne vmesnike, pa RAS, ki jih polnijo rdeči vmesniki, pa neki bazl, ki se polni z rumenimi vmesniki. Kar je pomembno je, da je tukaj ena velika solata teh vmesnikov, ki jo je izredno težko vzdrževati. Za vsako aplikacijo, prvič je vsaka aplikacija preklopljena na eno ciljno in mora skrbeti za neke izvoze podatkov,
Drugič je teh vmesnikov ogromno, na veliki inštituciji tile vmesniki tudi ponavadi ne vejo drug za drugega. Pa še zelo velik problem nastaja, ker so tele evidence med seboj nepoenotene. Ne? Tisti, ki poroča, ki neko številko, nek znesek, nek saldo dobi iz te evidence, se ta saldo ne ujema nujno z tem, ali pa te številke zelo težko dobiti skupaj, kar sploh ni nenavadno, saj so tile vmesniki grajeni vsak posebej, vsak po svojih principih. Operational Data Store je odgovor na takšno stanje. To je zbirka podatkov, ki je praviloma modelirana relacijsko. In namen te zbirke podatkov je, da razbije to raznolikost na tej strani, raznolikost analitičnega sveta in integrira vse podatke pod eno streho in ideja je, da se potem iz tega, kar imenujemo Operational Data Store, oblikujejo sistemi za oblikovanje poročil. To je prvi odgovor na tisto zmedo in v takšni obliki je tudi večina komercialnih produktov, ki so trenutno na trgu, ki se prodajajo pod imenom Data Warehouse. Značilnost takšne strukture je, da tokrat ni tu več na te aplikacije nekih vmesnikov, ampak da se dejansko podatki pretočijo v to strukturo po enem samem vmesniku, kar je tu simbolno prikazano s temi enojnimi in enoličnimi črtami. Značilnost takih sistemov je tudi, da so relacijsko modelirani, skratka, da je tukaj še vedno stvar optimirana na minimalnost vnosa, manj na optimalnost povpraševanja in analitičnega pristopa. Gre torej za kopijo podatkov analitike in ki pretvori raznolik analitični svet v navidezno enotno analitični svet. Zakaj pravim navidezno? Takšna struktura namreč tole sliko na tej strani poenoti zgolj tehnološko. Če imamo tukaj raznolike rešitve, ki so na različnih platformah in razvite z različnimi programskimi orodji, potem ko podatke iz teh iz aplikacijskih aplikacij, ko iz aplikacij prenesemo v tole Operational Data Store, smo jih tehnološko poenotili. Takšen Operational Data Store recimo teče na Oraclu, zmišljujem si, ampak je na eni platformi. Vsebinsko pa stvari še vedno niso poenotene, saj devizno poslovanje je vsebinsko še vedno različno od kreditnega poslovanja. In ker praviloma takšne strukture, sploh te, ki so na trgu, zahtevajo prenos vseh podatkov, potem je zelo težko poenotiti devizno in kreditno poslovanje deviznega trga in kreditno poslovanje, ker pač vsebinsko ne pašeta skupaj. Posledica tega je, da v Operational Data Store še vedno nastopa izredno veliko število entitet, ki so med seboj relacijsko povezane in sicer torej v modelu, ki je načeloma kompliciran. Pred mnogimi leti pa se je v Ameriki pojavil gospod z imenom Ralph Kimball, pa nisem siguren, če sem pravilno to napisal, ampak on je rekel, da bi morale podatki v podatkovnem skladišču biti oblikovani v obliki takšnih zvezd, ker za te zvezde velja predvsem to, da so najbližje uporabniškemu ali pa poslovnemu razmišljanju o podatkih. Skratka, on je postavil hipotezo, oblikujmo analitične podatke na način, da bodo ga poslovni uporabniki razumeli in da bo blizu njihovemu načinu razmišljanja, pa čeprav gre to na račun potratnosti pri shranjevanju podatkov ali na račun zapletenosti postopka prenosa teh podatkov v takšno strukturo. Tudi tukaj je značilnost, če bi podatkovno skladišče bilo na ta način oblikovano, je značilnost takega, da obstaja na eno aplikacijo samo en vmesnik in da ta enotno pripelje podatke. Razlika je le to, da je ta končni model drugače oblikovan v neki pregledni strukturi, ki jo pravimo dimenzionalni model oziroma v obliki dimenzionalnih zvezd. No in značilnost našega podatkovnega skladišča je v tem, in to je ena bistvenih in najbolj pomembnih
prednosti pred ostalimi, da je model našega podatkovnega skladišča dimenzionalno modeliran natančno tako, kot je to zasnoval tale gospod tukaj, kar pomeni, da je tole tu spodaj tudi model podatkovnega skladišča BIP-SPIC. No, to mi ni najbolj uspelo, tole PIC napisati. Takole. Tale schema natančneje opredeljuje modelno schemo našega podatkovnega skladišča. BIP-SPIC. V bistvu v inštituciji, ki se odloči za implementacijo našega sistema, postane ta schema tista, ki jo največkrat uporabljamo. Namreč v naših ostalih videih, na koncu bom več povedal, kateri so to, prikazujemo, kako se sestavljajo povpraševanja v takšen model in kako to enostavno izgleda. In vedno, ko je komunikacija na temo, kako se kakšno vprašanje zastavi, je ta slika na tapeti, ker je zelo dobro vedeti, imeti orientacijo, katere zvezde obstajajo in v katere zvezde se povprašuje, kadar se zastavlja vprašanje. Pa si poglejmo tole sliko od blizu, kajti ta slika je srž naše rešitve. Naše podatkovno skladišče v principu delimo schematsko na osrednji del in na poročilni del. Za ta osrednji del trdimo, da je tako univerzalen za slovensko področje, da smo mu celo nadeli ime in sicer temu rečemo bančna analitična platforma. Bančna analitična platforma jo imenujemo zato, ker tista inštitucija, ki bi jo implementirala, postane univerzalna, kar se tiče poročanja. Katerikoli poročevalni modul, ki je zgrajen na tej bančni analitični platformi, postane tako rekoč dostopen na plug and play. Celo, če razmišljam malo naprej, bi lahko na osnovi te bančne analitične platforme obstajala neko centralizirana hramba podatkov, do katere bi imele dostop vse inštitucije, ki bi k tej hrambi pristopile in bi lahko iz te analitične platforme poljubno oblikovale vsa svoje povpraševanja in poročevalske potrebe. No, pa si malo preden si pobliže gledamo ta osrednji del, tole platformo, pogledamo še malo na desno v poročilni del. Tudi ta poročilni del schematsko razdelimo na dva dela in sicer je tukaj nekaj, kar se imenuje ad hoc povpraševanje. In sicer gre za oblikovanje povpraševanj kar direktno iz te analitične platforme, brez naprejšnje neke priprave podatkov. Skratka, ko so podatki v tej platformi pripravljeni, je možno izvrševati povpraševanje direktno v to. Namreč to zagotavlja ta dimenzionalni model. Sej v principu tudi v enem ODS-u je to možno, ampak gre za to, da je ta model tako enostavno, da bodo to dejansko uporabniki tukaj tudi počeli. Ta model vsebinsko pokriva vsebine, ta model je vsebinsko toliko dodelan, da pokriva vsebino, kot je obdelava rentabilnosti, pod rentabilnostjo mislim znesek za pripadajočo obrestno mero, obravnava likvidnosti, se pravi, ta del vsebuje kompletno likvidnostno sliko, obravnava obrestnega tveganja po principu obrestnega razmika in po principu trajanja, izračun neto sedanje vrednosti, to ni posebej tukaj navedeno, narisano, ampak to je zgolj slika, ki je simbolna. Skratka, vsak denarni tok je tukaj tudi diskontiran na sedanjo vrednost in hkrati je izračunana tudi občutljivost te diskontirane sedanje vrednosti, kar pomeni, da je pokrit tudi sistem obravnavanja izpostavljenosti obrestnemu tveganju na osnovi sedanje vrednosti. Tu noti je v celoti pokrit controlling in to po zelo napredni metodi tržne obrestne mere, transfernih cen po principu tržne obrestne mere. No, tu je pa možno izvajati katerokoli poročanje. Skratka, tukaj v ta osrednji del se vedno postavljamo z orodjem za povpraševanje po podatkih,
ki so lahko različna, BI orodja ali pa kar direktno SQL. Naši ostali videi prikazujejo, kako zelo enostavno je SQL pisati v takšne stvari. In na ta način je omogočena kompletna fleksibilnost poročanja. V tej osrednjem delu, v osrednji analitični platformi je z postopkom ETL zagotovljeno, da so podatki prečiščeni, da so poenoteni in vsi, ki te podatke uporabljajo, v bistvu uporabljajo iste podatke. Spodnji del je pa namenjen tako imenovanim poročilnim modulom. Značilnost tega pa je, da gre za posamezne nove podatkovne strukture, v katere se podatki črpajo iz osrednjega dela z transformacijami. Se pravi, izvajajo se ponovno neke transformacije in se podatki ponovno prečrpavajo v poročilne module in so potem v poročilnih modulih na voljo za izvajanje ad hoc povpraševanja ali pa za izvajanje poročila, ki se pošilja na druge inštitucije. Preden skočim v tale del bolj podrobno, se vrnimo v bančno analitično platformo in pogledamo nekatere njene značilnosti. Bančna analitična platforma je kompletno dimenzionalno modelirana, kar pomeni, da je uporabniku najbolj prijazno oblikovana. Več o dimenzionalnem modelu in o teh zvezdah je povedano v ločenem videu in zdaj tukaj ne bi več skakal v to strukturo. Tukaj zdaj pač prizamemo, da je dimenzionalni model v zvezdah tisti, ki je uporabnikom najbolj prijazen. Imamo tukaj zvezdo stanj, ki pokriva vse, čemur lahko v finančnem svetu rečemo stanje. Recimo cash flow je stanje, to je stanje, ki ima datum zapadlosti in predznak priliv ali odliv. Skratka, tu noter je kompletna likvidnostna slika. Tu noter so tudi planski denarni tokovi, se pravi naprej generirani obrestni tokovi, ki jih še ni v bilanci. Skratka, niso to samo bilančna stanja. Skratka, v tej zvezdi je vsako stanje, ki obstaja v bančnem svetu in je opremljeno z malim milijonom nekih atributov okrog, ki so organizirani v tele dimenzije in omogočajo dimenzijski pristop k analizi. Druga zanimiva zvezda so zavarovalna stanja. Tukaj noter se nahajajo vse zavarovalne pogodbe z pripadajočimi atributi in med seboj so povezane z tako imenovano X tabelo, ki povezuje poslovne in zavarovalne pogodbe. Značilnost naše platforme je, da ta povezava med poslovnimi stanji, poslovnimi pogodbami in zavarovalnimi pogodbami ni vnaprej definirana. Tu je zgolj informacija noter, da gre za možnost koriščenja, ki zgolj povezuje recimo pogodbo ID 100 z zavarovalno pogodbo ID 300. Ni pa natančno opredeljeno v tem, na kakšen način. Te opredelitve so prepuščene ad hoc povpraševanju ali pa različnim poročilnim modulom in značilno je, da recimo tipično matrično poročanje, trenutno aktualno poročanje za ECB, zavarovanja obravnava proporcionalno razdeljeno, recimo neko poročanje Basel 2, izračun kapitala, pa zavarovanja lahko uporablja na ta način, da optimira kapitalske zahteve. In gre tipično za dva različna in popolnoma drugačna zavarovalna algoritma, ki zgolj uporabljata to informacijo, možnosti koriščenja in možnosti povezave, dejansko navezo zavarovanj pa potem implementirata v teh zvezdah. Naslednja zvezda je zvezda IP, v kateri se nahajajo vse knjižbe izkaza poslovnega izida. V bančnem svetu so to konti 6. In te knjižbe so obešene na iste dimenzije, kot so tele tu okrog teh zvezd, kar pomeni zelo poenoteno in enostavno izvajanje analize. Obstaja še ena takšna zvezda, ki je tukaj ni narisane, jo bom pa napisal in se imenuje PRM. Skratka, gre za promete iz bilance stanja. Gre za analitiko teh stanj. Stanja so vedno seštevek nekih prometov in tukaj v tej tabeli se prometi napolnijo in omogočajo to analizo. Potem je tukaj še nekaj zvezd, ki so tukaj simbolno narisane manjše, ker so načeloma manj vsebinsko pomembne, ampak nikako ne nepomembne. Tabela deviznih tečajev vsebuje
devizne tečaje, srednje tečaje Banke Slovenije. Tukaj noter ena mera, ki se v stanjih nahaja, je mera znesek v valuti in po deviznem tečaju, srednjem tečaju Banke Slovenije je pri vsaki ponuditvi ta znesek preračunan tudi po srednjem tečaju Banke Slovenije v evro. Tako da je možno primerjanje zneskov čez celo bilanco. Ena manjša zvezda, ki jo imenujemo STN-NSV in vsebuje izvedene vrednosti na nivoju posameznih pogodb. Tukaj noter so stanja na nivoju kot del pogodbe, se pravi, kredit ima več denarnih tokov in je tu vsak denarni tok svoj zapis, tu so pa neke vrednosti predvsem za izvedene finančne inštrumente, kjer ena pogodba nastopa kot en zapis. Recimo kreditna nadomestitvena vrednost ali pa potencialna izpostavljenost. Glavna knjiga ima izračunane salde na posamezne datume nabora, kar omogoča predvsem primerjavo tega, kar smo pripeljali v te ostale zvezde z SQL-i. Sicer bi to šlo tako, da mi iz glavne knjige izpiši bilanco, pa gremo na roko klukati stvari, ali tu štima ali ne. Zato, ker so ti saldi tudi pripeljani v glavno knjigo, je to omogočeno z SQL-i. Tržne obrestne mere so obrestne mere, ki se odčitavajo iz Reutersa in so v posebni zvezdi za ločeno analizo, hkrati pa za uporabo predvsem pri stanjih, kjer se polnijo sistemi transfernih cen. Odmer naj omenim, da so tukaj noter zneski in obrestne mere, predvsem pa sta tu še pomembna dva sklopa podatkov, eno so transferne cene, drugo pa neto sedanje vrednosti. Kot že omenjeno, je vsak cash flow diskontiran po točno pripadajoči tržni obrestni meri, se pravi ne po eni diskontni obrestni meri, ampak točno pripadajoči glede na lastnosti tega cash flowa, diskontiran na sedanjo vrednost, hkrati pa je izračunana basis point value, se pravi vrednost bazne točke in s tem dano merilo občutljivosti na spremembo obrestne mere za vsak cash flow posebej. Ker gre za znesek, ki se sešteva, ga lahko poljubno obračamo in seštevamo in dobivamo občutljivosti različnih segmentov bilance na obrestno tveganje zgolj z navadnimi selekti, z navadnimi SQL-i. Več o teh SQL-ih si spet pogledajte na drugih videih, ki kažejo nazorno, kako enostavno je takšno zadevo izvajati. Druga velika vsebina je vsebina kontrolinga transfernih cen, ki vsakemu od stanj dodeli pripadajočo transferno ceno. Vsaki kreditni pogodbi, kreditni depozitni pogodbi odčita njene parametre in ji dodeli pripadajočo transferno ceno, recimo predvsem, kaj so parametri, so predvsem ročnost obrestne mere in valuta, pa bonitetna ocena, ji dodeli to transferno ceno in to transferno ceno dodeljuje na enak način, tako dolgo, dokler so parametri pogodbe fiksni. To pomeni, to ima za posledico, da ima pogodba v celotnem svojem življenju tu noter fiksno maržo, kar je po teoriji tudi edini pravilni pristop. Vsi ostali pristopi dodeljevanja transfernih cen, ki temeljijo na dodeljevanju nekih transfernih cen na nekih večjih volumnih ali pa zgolj po nekih recimo kratkoročni, dolgoročni del bilance, pa mesečno vsak gre drugače, v bistvu ne zadovolji tega osnovnega principa transfernih cen, da mora biti marža skozi trajanje pogodbe stalno enaka. V IPI zvezdo imamo izdelan en generator, ki na osnovi transfernih cen in na osnovi razlike med pogodbeno in transferno ceno generira knjižbe sistema transfernih cen. Na ta način je zagotovljeno, da je v IPI-ju, ki sicer vsebuje samo kreditne prihodke in depozitne odhodke iz obresti, da so noter naknjižene tudi knjižbe iz naslova transfernih cen in na ta način je mogoče analiza po produktih, uspešnosti po produktih, ne samo na osnovi transfernih cen v smislu imamo 0,5% maržo, ampak je ta marža na ta način pretvorjena v zneske z popolnoma enostavnim selektom, ki sešteva po produktih knjižbe v IPI in dobiva popolno sliko uspešnosti na produktu. Če povzamem, osrednji del, ki ga imenujemo bančna analitična platforma, v dimenzionalnem modelu, ki velja za uporabniku najbolj prijaznega, integrira kompletno banko. Banka je v tem osrednjem delu kot na dlani.
na voljo za analizo z ad hoc povpraševanji ali za prenos podatkov v analitične oziroma v poročevalne module. Poročevalni moduli so praviloma posebne zvezde, v katere se podatki prenesejo s pomočjo nekih transformacij. Te transformacije lahko sledijo zaradi tega, ker tisti, ki želi te podatke iz teh poročevalnih modulov, tipično gre za regulatorja, želi organizacijo podatkov na nek način, ki je specifičen za njega. Tipično matrično poročanje je predpisana bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, vrednotenja in podobno. In to so vse poročila, ki so predpisane oblike. In v teh transformacijah se ti podatki iz neke generalne oblike, iz oblike, ki velja za finančni svet, pretvarjajo v stolpce in v zneske in v imena, kot jih zahteva regulator. Moduli, ki jih imamo izdelane, so matrično poročanje, tile zeleno, to je matrično poročanje, gre za kompletno rešitev bilance stanja, izkaza poslovnega izida, rekapitulacij, vrednoten, tukaj je raz, jamstvena shema, izračun kapitala in izračun kreditnega oziroma tvegane aktive za kreditno tveganje. Tale modul je še posebej kompleksen, ker ima implementiran algoritem, ki optimira uporabo zavarovanj na poslovnih pogodbah z namenom, da se minimalizira kapitalska zahteva na osnovi danih poslov in zavarovanj. Značilnost vseh teh modulov, ki so tukaj narisani, je, da gre prav tako za dimenzionalne zvezde. Pisanje SQL-a v poročilni modul je prav tako enostavno kot pisanje SQL-a ali pa sestavljanje povpraševanja v osrednjem delu. Tu je zagotovljena vsa analitika, z kompletni drill down iz neke postavke matričnega poročanja do posameznega cash flowa, do posamezne pogodbe je omogočen že tukaj. Oziroma tam, kjer to ni smiselno, ker se pač ne prenaša cash flow vsak posebej, je možno povezava ali pa preskok v tole platforme in brskanje po podatkih tu naprej. Ampak gre za to, da je vse to dimenzionalno modelirano. In vse te transformacije, prav tako transformacije, ki podatke prenašajo v ta svet, se pravi v srednji del, so vedno narejene tako, da vso kompleksnost povpraševanja ali pa večino kompleksnosti povpraševanja od uporabnika prevzamejo stran in oblikujejo podatke na ta način, da vse, kar ostane, je kompleksnost samega poslovnega sveta. Še ena značilnost teh poročilnih modulov omenim, da vse te transformacije so narejene na ta način, da se nikjer ne sklicujejo na kontni plan, kar je posebej še aktualno zdaj, ko je kontni plan ukinjen. Namreč tukaj te dimenzije so precej generalne. Tu noter imamo dimenzijo produktov, pa dimenzijo bilančnih objektov, pa dimenzijo originalnih zapadlosti, preostalih zapadlosti, bonitet, skratka tega je dosti tu okrog. In vso sklicevanje na sestavljanje neke postavke se glasi v smislu prinesi mi postavke, ki imajo produkte z takšnimi in drugačnimi lastnostmi, kjer so takšne in drugačne lastnosti vedno opredeljene kot vrednosti v posameznih poslovnih dimenzijah. In razen tam, kjer je s predpisi opredeljen konto, so vsi ti moduli narejeni na ta način, da se nikjer ne sklicujejo na konto. Na ta način je dosežena popolna neodvisnost od tega, kaj se s kontnim planom dogaja. Ne glede na to, kaj je na kontih, ti poročilni moduli vedno delujejo. Če za konec še čist na kratko še enkrat ponovim, naše podatkovno skladišče, se pravi model BIP-SPIC, bančnega integralnega podatkovnega skladišča PIC, je razdeljen na osrednji del, ki ga imenuje bančna analitična platforma, v katerem je v dimenzionalnem modelu na voljo kompletna slika banke, in pa na poročilni del, ki je prav tako razdeljen na dva dela, simbolno en na ad hoc povpraševanje, kjer se nahaja, narekovajo seveda nahaja vseh tistih tisoče in tisoče SQL-ov, ki jih uporabniki napišejo in izvajajo povpraševanje direktno tu noter, in pa poročilni moduli, ki se polnijo z transformacijami iz osrednjega dela in so namenjeni poročanju ali pa bolj poenoteni ali pa poglobljeni analizi. Naslednjo si poglejmo še za konec, na kak način je ta model uvrščen v celotno arhitekturo IT sistema. Prejšnji slajd je v tem diagramu prikazan tukaj kot tale
nivo celotne neke arhitekture IT sistema. Ne. Aplikacijski svet je tukaj od spodaj. Med aplikacijskim svetom in tem našim modulom obstajajo te strukture, ki polnijo, ki preberejo podatke od tukaj in jih prenašajo v podatkovno skladišče. Če je to aplikacijski svet, potem je tole tu vmes, tile rumene puščice prikazujejo ali pa simbolizirajo neko področje, tole področje tu vmes, ki ga lahko imenujemo stage, in proces, ki prenaša podatke, je ETL, Extraction, Transformation and Load. Se pravi, podatki se preoblikujejo od tu in se prenesejo sem. Nad tem modelom, in ta model je tipično skrit uporabniku, nad tem modelom pa spet simbolno obstaja nek BI model ali pa BI nivo, BI pomeni Business Intelligence, kjer obstaja različna množica nekih orodij, ki omogočajo povpraševanje tu noter. Ne. Ta orodja so lahko navadni SQL-i, ki so ponavadi pri najbolj zahtevnih uporabnikih najbolj v uporabi, zato ker so pač najbolj fleksibilna, ali pa razne BI orodja od MicroStrategy, Business Objects, Cognos, skratka od uveljavljenih dobaviteljev. Kar se tiče modela BIP-SPIC, se naša zgodba konča tukaj. Mi se ne ukvarjamo z posameznimi orodji ali pa izdelavi poročil, ad hoc poročil. Naša naloga je ta, da analiziramo oziroma da pripravimo podatke po principih, ki sem jih ravnokar opisal. Za konec si še oglejmo nekaj povezav na videe, kot stanje teh povezav je seveda vezano na ta datum, stvar bo verjetno rasla in se širila. Večkrat v tem videu sem govoril o ETL-u. ETL podrobneje prikazuje tale video. ETL proces podatkovnem skladišču, 24-minutna predstavitev, kjer se podrobneje ukvarjam z tem, zakaj gre pri tem. Zvezde podatkovnega skladišča so opisane v tem videu, potem pa so ostali videi tukaj, so pa bolj, rečemo temu, v narekovajih tehnične narave. Gre za predstavitve, ki se izvajajo že v SQL-u in je ideja od tega, da se daje tukaj ena uvodna predstavitev v SQL, kaj SQL je, do tega, na kak način se v SQL-u povezujejo tabele. Predvsem je tale je splošna zadeva, ne? Te tri so pa potem zelo vezane na naše podatkovno skladišče in sicer je tukaj prikazan model demo podatkovnega skladišča, ki smo ga naredili posebej za podatkovno skladišče, ki smo ga naredili posebej za izdelavo teh videov in so opisane dimenzije. V tem videu se dobro vidi, na kak način se da analizirati dimenzije, mislim, da jih je kar 10 okrog, in na kak način se izvajajo selekti ali pa povpraševanja v te naše zvezde. SQL v zvezdah je pa en takšen, rečemo temu, povezovalni video, ki prikazuje tale uvod v SQL, pa joinanje tabel, se pravi povezovanje tabel z nekim osnovnim prostopom. Tukaj se izdela bilanca po produktih in bilančnih objektih. Zadnji video, tale o denarnih tokovih, pa je že skoraj malo analitični in prikazuje, na kako enostaven način lahko banka v enem takem modelu izdela likvidnostno sliko. Upam, da vas je povedano v tem videu navedlo na to, da se boste poklikali dalje. Tiste, ki to zanima, jasno, to je na voljo na naši strani. Sicer pa do tega ste že tako ali tako prišli, če gledate ta video. Naša stran je www.pic.si in na tej strani si izberite zavihek, vsaj ko je to snemano, je to zavihek BIP-SPIC. BIP-SPIC, tudi to že veste zdaj, kaj pomeni BIP-SPIC. In na tem zavihku so tile linki in upam, da si jih boste gledali in če imate kakšna nadaljna vprašanja, se pa oglasite.